Pred 22 leti, začelo se je leta 1994, smo na Bledu začeli s konferenco, ki se danes imenuje Bledcom. To je mednarodni simpozij o raziskovanju odnosov z javnostmi, ki je danes najstarejša tovrstna konferenca na svetu. Na Bledu imamo vsako leto tudi zdaj Bled pozdravlja Miami, kjer pridejo Američani svoje konference, ki jo vsako leto organizirajo v Miamiju, ki je 5 let mlajša, tako da počasi prehajamo v resna leta. Letos je zabavno tudi to, ker imamo prvič v ekipi, ki skrbi za blejsko konferenco študentko, ki je bila rojena potem, ko smo mi že z celo konferenco začeli. Skratka, mi smo starejši, kot je ona, kar je zelo zabavno. Gre pa za konferenco, letos imamo recimo ljudi iz 22 držav tukaj, praktično iz vseh kontinentov. V teh 22 letih je tu skozi let prišlo čez 2500 ljudi, najuglednejši strokovnjaki z našega področja, od profesorjev Brunigov, Zerfasa iz Nemčije, kogarkoli hočete, vse lahko spoznate tukaj. Objavili smo 6 knjig do zdaj, objavili smo serijo posebnih revij najuglednejših znanstvenih časopisov na področju odnosov z javnostmi. To pomeni, gre za zelo zabavno združenje, na katerega prihajajo tudi zelo ugledni praktiki. To je letos bivša starejša podpredsednica Bosch grupe, ki je pravkar postala predsednica Boschove fundacije, ki je prišla letos na temo medijev nekaj povedati sem. Skratka, gre za zelo ugledno, zelo elitno, zelo dobro druščino, ki nas uvršča v samo središče sveta. Zaradi tega je danes pravzaprav Slovenija en izmed najpomembnejših držav na področju odnosov z javnostmi, vsaj na strani znanosti v svetu. Kdorkoli pride sem, lahko spozna kogarkoli želi. Jaz sem tukaj od prvega dneva iz nekega čistega inata pravzaprav. Začelo se pa je tako, da smo se 3 kolegi našli v Pragi na neki konferenci pred 24 leti in bili nezadovoljni s tem, kako slabo organiziramo konference na področju odnosov z javnostmi v Evropi v primerjavi z Američani. Smo rekli, daj mi narediti nekaj boljšega. Jaz sem dvignil roko in rekel, gledajte, jaz bom to v Sloveniji naredil, pridite pa bomo videli. In naredili smo 94. leta prvo konferenco, bila je tako dobra, da so vsi rekli, da bomo narediti še enkrat. In potem je nekako, ker samo po sebi se začelo ponavljati in zdaj pravzaprav laufa cela zadeva po defaultu.